Glavni sponzor oddaje so Terme Maribor. Dober dan in sončen jesenski pozdrav. Našo oddajo Za zdravje danes začenjamo z zdravilnimi eteričnimi olji. Ste vedeli, da lahko s pravimi eteričnimi olji izboljšamo in dodamo ščepec za zdravje tudi čokoladnemu namazu? Lep pozdrav vsem začimbnim navdušencem, ki verjetno zdaj proti koncu poletja premišljujete, kako vse te dobrote, ki so zrasle, ali smo jih nabrali, ali smo jih dobili, kako to shraniti za zimo, oziroma kako za zimo zagotoviti, da čim več sončka ostane v naših telesih. Začimbe v sebi res vsrkajo ogromno sončne energije in zelo zanimivo je, da so velike prijateljice z olji. Olje je odličen medij, da začimbe shranimo in da ob tem ohranijo tudi svojo energijo svetlobe, s katero nas polnijo. Najslabša opcija pa jih damo v skrinjo, ker s tem bomo ravno to energijo svetlobe udušili. Kaj pa lahko z njimi počnemo? Kako kombinirati začimbe in maščobe? V oddaji smo enkrat že govorili o tem, kako dobro je narediti začimbne izvlečke. To pomeni z namakanjem določenih začimb v olju, aromatiziramo ta olja in jih lahko uporabljamo. Ena lahko dosti preprosto aromatizirate tudi sami, ena so bolj težavna, zato se lahko poslužujemo s takimi začimbnimi olji, ki so že pripravljene in imajo res močno aromo. Ampak tretji način, ki večini ljudi še ni blizu, pa se v njem skrivajo ogromne moči, je uporaba eteričnih olj. Sicer to morajo biti olja, ki so registrirana, da se lahko uživajo, kako njih direktno uporabljamo v različnih jedeh. In ker verjamem, da je med vami veliko sladkosnedih, bomo pogledali, kako nam eterična olja pomagajo, da sladke zadeve postanejo bolj okusne in obenem tudi bolj zdrave. Poglejmo to na enem lepem primeru. Čokoladni namazi, kreme in podobno ni nujno, da so greh, če izberemo zares kakovostno maščobo, recimo nerafinirano kokosovo ali palmovo, če izberemo zares ekološko certificiran kakao, ki ima v sebi ogromno železa, veliko več kot recimo rdeče meso. In če temu dodamo takav pošten delež kakava in to lepo zmešamo, imamo osnovo, iz katere delamo ali namaze za sladice, ali namaze za na kruh, ali če bi v to zmešali smetano, dobimo kakšne že končane penaste sladice, muse in podobno. Lahko bi pa na podoben način, samo brez toliko maščobe, delali tudi napitke. Manjka kakšno zdravo sladilo, recimo javorjev sirup se odlično obnese. In vsemu temu lahko dodamo tudi čudovito aromo, ki bo veliko več kot aroma, ker v telesu bo tudi delala veliko dobrega. Nekateri imajo zelo radi čokolade z okusom po pomaranči, drugi pa imajo zelo radi čokolade z okusom po mentolu. Odvisno je tudi od tega, je od zunaj mrzlo ali toplo. V vsakem primeru ena izmed teh dveh je lahko odlična izbira, ki jo dodamo našemu namazu ali kremi ali karkoli želimo iz tega narediti. Torej, potrebujemo par kapljic užitnega, pomarančnega ali mandarininega eteričnega olja in ta krema bo postala prava poslastica. Če temu dodamo, lahko dodamo malo ingverja, vsujemo ga lahko v prahu ali tudi to uporabimo v obliki eteričnega olja. Lahko recimo dodamo tudi kakšno kapljico vanilije. In prav žal mi je, da tega ne morete preizkusiti, pa ugotoviti, kako je dobro. Sladkorju se v zadnjem času vsi bolj ali manj izogibamo, ampak tudi sladkor se da izboljšati z eteričnimi olji ali z začimbami. In kako v hipu naredimo sladkor, ki bo zelo aromatičen in veliko bolj zdrav, kot če mu ne bi ničesar dodali. Verjetno veste, da lahko dodate malo cimeta ali ingverja, ampak malo vas ve, da lahko dodamo tudi sladkorju kakšno užitno in zdravo eterično olje. V deželah Bližnjega in Daljnega vzhoda skoraj da ne najdete sladice, v kateri ni ali vrtnična voda, ali vrtnično olje, ali vrtnični cvetovi. In tudi našemu sladkorju lahko dodamo eno kapljico eteričnega olja, ki je užitno. S tem bomo dobili čudovito dišeč sladkor.
In ta sladkor tudi v telesu bo naredil veliko dobrega. Eterična olja so ogromna moč narave, seveda morate vedeti, kako jih pravilno uporabiti. Veliko o tem boste prebrali tudi v novi knjigi.